Sva v kavarnici in trgovinici H-Koncept, to je trgovinica s konceptom, kar pač pomeni, da sediva na pohištvu, ki se ga da tudi kupiti. Obenem pa sva si naročila kavo in kot vidiš, scena je božanska. Mislim, je kot nek preplet kavarne, galerije, trgovinice. Vodi pa Ohana Sovič, ki je moja kolegica in pač sem ponosna, da ima nekaj takega, no. In da smo v takem čudovitem okolišu, v Tomšičev Dragoreti, blizu parkirišče, to verjetno Mariborčanom tudi nekaj pomeni, ne? Da ne greš ravno po službi, ne vem, na neko bencinsko črpalko, kjer je parking, ampak prideš rajši v neko tako semi-umetniško okolje. Okay, si razmišljala tudi o kakšni drugi lokaciji, oziroma kak je potekalo to izbiranje? Imela sem težave, kar sem ti tudi napisala. Vse tiste kavarne pa bari, v katere smo zahajali pač v nekih srednješolskih časih, preden sem zapustila Maribor in šla v Ljubljano, so zaprte. Ali pa so dobile neke nove lastnike, novo namembnost, spremembo zgodbe. In to so vse tiste, ne, Tildos, kjer so se pač ljudje družili, zadrževali, si šel tja, je nekdo prišel, si ostal na mestu na tisti eni kavi na 3. Potem je ok, vrt, zdaj mogoče malo hladneje. Gramofonoteka je zaprta trenutno zaradi bolezni, žal, tudi super lokal. Potem so pa vsi tisti, ki so mogoče zame preveč elitistični. V Mariboru imamo tudi to? Ja, taka mikroelita mariborska, smetanasta, kamor se pač ljudje grejo bolj kot ne pokazati, po mojem mnenju, no. Mogoče v soboto dopoldne, da te čim več ljudi vidi. Tisto pa sem kar izključila.